20 let so nam pripovedovali isto zgodbo. Štiričlanska družina, svetlo-rumena hiša na hribu, svet blatnih luž in zabave. Kaj pa, če je uradna različica družine Pepe le skrbno izdelana krinka? Kaj pa, če v tisti hiši ne živijo le 3 otroci, ampak 5? Sliši se nemogoče, vendar so dokazi pred našimi očmi. Skriti prizori na podstrešju, o katerih nihče ne sme govoriti, izginjajoči dojenčki iz družinske časovnice in sestra dvojčica, ki je javnost nikoli ni smela videti. Danes odpiramo sef družine Prašiček. Sestavljamo koščke sestavljanke, za katero so ustvarjalci upali, da je nikoli ne bomo rešili. Od tragične skrivnosti Oskarja Prašička do srhljive prisotnosti zlobne dvojčice, to je celoten seznam skrivnih bratov in sester družine Prašiček. Preden lahko govorimo o novem dojenčku ali skriti dvojčici, se moramo vrniti čisto na začetek, k bratu ali sestri, ki je morda obstajal že dolgo preden se je Pepa sploh rodila. Spoznajte Oskarja Prašička. Večina oboževalcev še nikoli ni slišala njegovega imena, vendar je oddaja pustila sled digitalnih drobtinic, ki jih je nemogoče prezreti. Prvi večji namig je skrit globoko v računalniški igri. V epizodi Knjiga mame Pujsa se Pepa in Juri igrata računalniško igro. Zdi se kot nepomemben trenutek, kaj ne? Ampak poglejte na lestvico rezultatov. Vidite imena, ki jih poznamo, toda čisto na dnu je skrivnostno uporabniško ime OOP. Oboževalci verjamejo, da to pomeni Oskar Pujs, pogrešani srednji otrok. Ampak kako je njegovo ime prišlo tja? Če ima družina Pujs le 2 otroka, zakaj je na zasebnem družinskem računalniku shranjen še 3. najboljši rezultat? Je Oskar to igro igral pred leti? Ali se ponoči na skrivaj prikrade v pritličje, da bi si povrnil naslov? Ali pa so animatorji po nesreči pustili edini podatek, ki dokazuje, da je bil resničen? Kot da bi bil računalnik časovna kapsula, ki noče dovoliti, da bi v spomin na Oskarja izbrisan. Toda skrivnost Oskarja se ne konča pri najboljšem rezultatu. Živi na enem mestu, kamor nihče ne sme iti, na podstrešju. Pomislite, hiša Pepe ima očitno podstrešje, a skoraj nikoli ne vidimo, da bi družina šla tja gor. V epizodi izpad elektrike ugasnejo luči in hiša se pogrezne v temo. Vsak normalen oče bi šel do varovalk, ki so običajno v garaži ali na podstrešju. Ampak očka Prašič, on ostane na mestu. Družina se obnaša, kot da zgornja nadstropja sploh ne obstaja. Skoraj kot da jih je strah, kaj ali koga bi lahko našli, če bi pogledali med tramove. Je bil izpad elektrike tehnična napaka? Ali pa je bil to Oskar, pozabljeni brat, ki je iz svojega skrivališča prirejal napeljavo? Zadnji žebelj v krsto teorije o Oskarju je časovni okvir. V epizodi Dojenčkov trebušček Pepa gleda domači posnetek sebe kot majhnega dojenčka. Na posnetku je mama Pujs že očitno spet noseča. Ampak tukaj je težava. Če malo preračunate, ta dojenček ne more biti Juri. Juri je veliko mlajši od Pepa. Razlika je prevelika. Edini način, da biologija deluje, je, če se je med njima rodil še en otrok. Otrok, ki je prvotno dobil gospoda dinozavra, kar bi pojasnilo, zakaj je Juri tako obsesivno zaščitniški do te igrače. To ni samo plastika, to je igrača, ki jo je podedoval od brata, ki ga nikoli ni smel spoznati. Ne glede na to, ali je bil Oskar skrit, pozabljen ali izbrisan iz oddaje, je postal najstarejša in najbolj nenavadna družinska skrivnost Pujsa Pepe. Če je Oskar Pujs pozabljeni brat, je naš naslednji sorojenec tisti, ki ga sploh nikoli ne bi smeli videti. Pred leti je bil izdan uradni promocijski plakat, ki je oboževalce spravil v popolno norijo. Prikazuje družino, ki se smeji zunaj, vendar če pogledaš spodnje okno, je tam obraz. Mejhen, roza prašičji obraz, ki je popolnoma enak Pepi, tiho opazuje svojo družino iz notranjosti. Internet ji je dal veliko imen. Poppy Prašička, Olivia Prašička ali preprosto zlobna dvojčica. A kakorkoli jo imenuješ, je ona napaka v popolni podobi prašičje družine. Leta so se oboževalci spraševali, kam je izginila. In potem je prišla epizoda Velika gradnja. V tej epizodi so staro hišo podrli in na njenem mestu zgradili novo, ogromno. Ampak opazite nekaj, niso se preselili drugam. Novo hišo so zgradili neposredno na starih temeljih. Če bi nekdo živel v stenah ali kleti stare hiše, ga ne bi preselili. Ostal bi zaprt notri. To nas pripelje do skrivnosti pograda. V novi hiši Pepa dobi povsem novo sobo, a iz nekega razloga obdrži stare pograde. George ima zdaj svojo sobo, zakaj torej Pepa potrebuje 2 postelji? Poglejte pobližje spodnji pograd. Popolnoma ga prekriva debela, težka zavesa. Zakaj zavesa? V otroški oddaji nekaj skriješ le, če se za tem skriva skrivnost. Oboževalci verjamejo, da spodnji pograd ni za goste, ampak je namenjen dvojčici. Ste opazili, kako je v epizodah, kot je Juri se prehladi, Pepa sprva prijazna in skrbna sestra, nato pa nenadoma postane hladna, zlobna razvajenka, ki se pritožuje nad njegovim kašljanjem. Kaj pa, če to ni ena prašička, ki ima nihanje razpoloženja? Kaj, če dvojčica zamenja Pepo, ko nihče ne gleda? Ko spremeni Pepino vedenje iz značajske pomanjkljivosti v veliko nadnaravno zaroto.
In potem se je vse spremenilo. Pojavi se dojenčica Evi. Za razliko od Oskarja ali dvojčice se Evi ni bilo treba skrivati. Prišla je z razkošno kraljevsko napovedjo, svetovno filmsko posebnostjo in več izdelki, kot jih ima preostala družina skupaj. Toda njen prihod ni le vesel dogodek. To je največja žalitev za skrite sorojence. Pomislite na novo uvodno špico. 2 desetletji je Pepa govorila isto stvar. To je moj mlajši brat, Juri. To je moj mlajši brat, Juri. Toda zdaj je bila uvodna špica prepisana. To je moja dojenčica sestrica, Evi. To je moja dojenčica, sestrica Evi. Če si dvojčica, ki se skriva za zaveso, ali Oskar, ki opazuje izpod strešja, kakšen je občutek? Evi dobiva življenje, ki je bilo njima oduzeto. Ona dobi otroško sobo, dobi filmske pogodbe, njeno ime je v odjavni špici. Evi je nadomestna sestra. Z njo oddaja končno 3. otroka, ne da bi morali razlagati, kam sta šla preostala 2. Tudi George čuti pritisk. 20 let je bil najmlajši v družini, nenadoma je srednji otrok. Odmaknili so ga zaradi mlajše, bolj prikupne različice njega samega. Ali je Georgeva obsedenost z njegovim dinozavrom pravzaprav način spopadanja s tem, da ga nadomeščajo, tako kot so Oskarja? Če ima družina prašičkov res 5 otrok, potem Pepa in George nenadoma nista več središče vesolja. Pepa je 20 let bila obraz blagovne znamke, glavna predstavnica blatnih luž. Toda zdaj, ko je Evi uradno tukaj, Oskar prašiček in Pepina skrivnostna dvojčica pa prežita v ozadju, se Pepa znajde v zabavni novi vlogi. Ni več najstarejša. Zdaj je vodja cele ekipe. In Jurček, dragi mali Jurček, ki je mislil, da bo zavedno najmlajši? No, zdaj ni več tako. Naenkrat je starejši brat in zmedeni srednji otrok. Tisti, ki ni prepričan, ali bi moral Evi učiti hoditi ali varovati gospoda dinosavra pred skrivnostmi, ki jih je za sabo pustil Oskar prašiček. Če še vedno ne verjamete, da je 5 otrok, si še enkrat oglejmo veliko hišo. Gospod Bik je marsikaj, a ni potraten gradbenik. Ta nova hiša je ogromna, veliko večja, kot bi jo potrebovala 4-članska ali celo 5-članska družina. Zakaj je pograd s spodnjim delom, ki je zaprt? Zakaj je podstrešje zdaj polno velika soba, v katero še vedno ne smemo pogledati? In zakaj je tu povsem nova pisarna z novim računalnikom ravno pravi čas, da se uporabniško ime OP vrne? Hiša ni bila zgrajena za Pepo, Jurčka in Evo. Zgrajena je bila za ekipo. Zgrajena je bila z dovolj omarami, kotički in skritimi prostori, da lahko sprejme družino, ki je svet še ni pripravljen videti. To je dvorec za uradno priznane in trdnjava za pozabljene. Torej, po ogledu vseh namigov, ki se skrivajo v hiši Pepe, se zdi, da je družina prašičev morda skrivaj večja, kot smo si kdajkoli mislili. 5 otrok, ena hiša, 20 let stara skrivnost, ki se končno začenja razkrivati. Dokazi so na rezultatnih tablah, v odsevih in v zavesah pogradov. A pravo vprašanje je, zakaj jih oddaja skriva? Ali prašičja starša ščitita svoje otroke pred nečim? Ali pa ščitita svet pred skrivnostjo 5 sorojencev? Kaj mislite vi? Je Oskar prašič še vedno tam zunaj? Ali pa je zlobni dvojček tisti, ki v resnici vleče vse niti? Sporočite nam svoje najbolj nore teorije v komentarjih. Vse jih preberem. In rad bi vedel, ali ste opazili še kakšnega sorojenca, ki smo ga mi spregledali. Če radi raziskujete skrivnosti pujsa Pepe in odkrivate skrivnosti, ki jih risanke poskušajo skriti, kliknite gumb za naročanje in se pridružite preiskavi. Imamo še veliko skritih podrobnosti za odkriti in ne boste želeli zamuditi naše naslednje poglobljene raziskave resnice o teh likih. Kot vedno, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.